SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Evo, en lep pozdrav, dobrodošli to je Nova Gorica še, ne? Ali smo čez črto že? Ne, Gorica. Gorica, ne, se hecam, ja. Pozdravljeni v tem VIP šotoru Bahrajn Vitoriusa. Moje ime je Gregor Trebušak in sem tukaj kot predstavnik SBC-ja, kluba slovenskih podjetnikov. Član seveda SBC je tudi družina Jezeršek, zato je z nami tukaj Martin Jezeršek. Martin, lep pozdrav. Predsednik SBC-ja, Joc Pečečnik, Joc, lep pozdrav, in pa Milan Eržen, seveda, brez njega pa verjetno tukaj sploh ne bi bili. Malo si bomo vzeli vaše pozornosti, če seveda lahko vi v tem času, ker uživajte v dobri hrani, v dobri pijači. Naša tema pogovora pa seveda primerno dogodku. Giro je tukaj, videli bomo danes najboljše kolesarje na svetu, zato posel, šport in pa kulinarika. Tako da jaz bom kar začel, ne bomo predolgi, ker potem se dogajanje seveda že začenja. Martin, najprej čisto za začetek, kaj vse jih čaka tisti, ki so prišli danes k vam. Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Za začetek hvala Milanu za priložnost, da lahko tukaj skupaj delamo. Hvala vsem, ki ste se odzvali v vabilu, prišli na dogodek. Ja, čaka nas en lep dan, dobra hrana, dobra družba, vrhunski šport in po moje je to vsaj zame popoln recept. Gospod Eržen, koliko pomembno je, da šport je že jasno, to je zdaj na najvišji ravni, sploh ko govorimo o kolesarstvu, ko govorimo o Bahrajnu. Koliko pomembno je, da zraven priključimo še takšne dogodke, kot je tole. Se pravi, da ponudiš gostu izkušnjo, da lahko vse to vidi iz prve vrste, hkrati pa tukaj sodeluje še slovensko podjetje. Predvsem mi promoviramo slovenske podjetja tudi v tujini, to so naši partnerji, predvsem v prehranski industriji. Ko smo z Martinom govorili o tem, so bi takoj za, da naredimo projekt, kot je danes. In se mi zdi, da je to ena stvar, kjer lahko vključuješ poslovne partnerje, šport, biznis in vrhunsko prehrano skupaj. In to je zmagovita kombinacija. Joc, še zate vprašanje. Vem, da si sklenil veliko milijonskih poslov. Kje se ponavadi sklepajo? V dolgočasni pisarni ali za dobro obloženo mizo? Ja, siguren se za dobro obloženo mizo lažje sklepajo, predvsem pa šport in v bistvu vsa dogajanja ob športu so v bistvu zelo primerni dogodki, pa idealna priložnost, da se prijatelji še bolj sprijatljijo in da se tudi kakšen posel zatrene. Miran, kaj vse pravzaprav zdaj, ko zdaj pa res lahko rečeš, da poznaš kolesarstvo v dno duše, kaj vse prinaša, ne samo ta športni del, kaj vse opažaš, kolesarstvo združuje, kaj kakšne priložnosti pravzaprav prinaša? Predvsem je to networking. Recimo mi organiziramo na Tour de France business week kombinacijo, kjer naš največji partner ETB Economic Development Board povabi svoje partnerje in imajo 20-minutne mitinge 3-4 ure pred zadnjo etapo na Tour de France. So zelo uspešni s tem. Je pa tudi ena raziskava narejena, da več kot 75% vodilnih ljudi v podjetjih pride na Tour de France, če dobijo invitation. Bistveno več kot na Champions League, recimo. In to je, Giro Italija je super event tudi za to, ampak Tour de France je največji športni event, ki se dogaja vsako leto na svetu. In to so samo podatki, da z lahkoto združujemo biznis in šport. Zdaj te moram vprašati, ker si dvakrat omenil Tour de France. Giro je pri nas, Giro je ob meji, imamo Pogačarja, Rogliča, Mohoriča, Tratnika, Govekarja. Kaj pa Tour, a bo pri nas? Ja, to ne moram jaz potrditi, ampak jaz bi si želel, ker to bi bil to bi bilo plačilo generacijam pred mano, ki so zdaj in mogoče tudi tisti, ki bodo prišli za nami, ker mi ne bomo večni, da nekaj takega pripeljemo v Slovenijo, da lahko Pogačar, mogoče tudi Roglič, če bo vztrajal Matej in za njimi prihajajo tudi novi talenti, da mogoče lahko vozijo po slovenskih cestah na največji dirki na svetu.
Joc, 2029 bo leto, ko Slovenija gosti Evropsko prvenstvo v košarki. Morda, če slučajno takrat mimo zavije tudi kakšna etapa ali pa kakšne 2, morda 3 Tour de France, kakšno priznanje oziroma kakšne priložnosti to ponujajo slovenskim podjetjem, pa Sloveniji nasploh. Ja, Tour de France je kot Champions League v nogometu, to je nekaj najvišjega, kar se ti lahko zgodi. Zdaj, verjetno je tukaj vmes veliko kolesarskih navdušencev in pač o tej ikonski turi ni treba posebej razlagati. Je pa to ena največjih priložnosti za naš turizem, predvsem da lahko pokažemo, kako imamo lepo državo in milijarde ljudi gleda takšen dogodek in seveda k temu primerno se lahko odvijajo tudi poslovne interesi in mislim, da je to nekaj, kar lahko vsak Slovenec sam sanja. Žal pri nas v naši državi velikokrat ne prepoznamo športa kot naš najboljši izvozen produkt. Bahrein je manjša država kot Slovenija, pa oni imajo ekipo, mi jo ne moremo spraviti skupaj. In rad bi, da vsi v Sloveniji morda odprejo oči in razumejo pomen takšnega dogodka, ne glede koliko je kratek, pa da je samo par dni, je to nekaj, kar must be, in če hočeš biti na zemljevidu, je absolutno Tour de France. Spomenik bo treba postaviti, če bo to res se zgodilo, in jaz mislim, da Milan je človek, ki nam tukaj lahko pomaga. Samo Dan še ne sme preveč povedati. Martin, najprej vprašanje za vse, ki ste tukaj, a ste že kaj probali jesti in piti, kako je? Vsi ploskajo. Ena zanimivost, zato te zdaj malo izzovem. Ravno iz Španije si se vrnil, bil si v Bilbao, kjer ste šli pogledati standarde UEFA, kako izgleda, ko moraš poskrbeti za koliko ljudi? Nekaj tisoč ljudi pred tekmo in med tekmo, zato ker boste vi nekaj podobnega mogli narediti na stadionu v Udinah. Kako je šlo njim in česa vi absolutno ne naredite tako slabo kot oni? Ja, to je kar zanimiva zgodba. Mi veliko posla naredimo v športu, tudi zato verjetno danes tukaj sedim. In že kar nekaj let delamo z UEFA, začeli smo v Zagrebu, kar mislim, da že skoraj 10 let nazaj. No, zdaj smo pa, s tem se lahko pohvalim, bili tudi zbrani za ponudnika vseh hospitality storitev oziroma cateringa na finalu Superpokala, ki bo v Udinah, se pravi, igramo sta zmagovalec Lige prvakov in pa zmagovalec Lige Evropa. In v sredo sva bila z bratom Zuretom v Bilbao. In to se mi zdi pomembna zgodba, ne samo za nas, ampak za nasploh se mi zdi slovenska podjetja in pa za našo samozavest. Šli smo tja zato, da nam pokažejo, kakšen standard pričakujejo od nas in pač storitev ali pa catering, ki je bil tam, je failal, no, je pač bila katastrofalna zgodba. Seveda so to prepoznali tudi na UEFA, so nam govorili samo tako ne. Ampak midva smo šla pa tja tako blazno, ponižna, skromna, da bova videla vrh vsega, kar obstaja. In nazaj sem pa prišla blazno samozavestna. In se mi zdi, da v Sloveniji smo majhna država, imamo zgodovino, kakršno imamo, in istočasno imamo pa izjemna podjetja, izjemne storitve in predvsem nam manjka ta samozavest. No. In ja, super. Hvala za dobro iztočico, Miran. Prav to kolesarji so nam pokazali, morda še pred, ne vem, 10 letjem ali pa 15 let nazaj, da so odlični pomočniki, Slovenci. Od, ne vem, Rogliča, potem Mohorič, Tratnik. Zdaj kažejo, da smo mi tisti, ki lahko vodimo. Kako gledajo zdaj tudi nate kot Slovenca, ki vodiš Bahrain Victorious ekipo in ti rečejo, ja, ti si iz te države, ki je pokorila vse vele sile, ko gre za kolesarstvo? Jaz bi se navezal na Martina. Jaz sem zmeraj super samozavesten, ja, in se nikomor ne pustim, da bi nas poniževal ali kaj podobnega. Pač enostavno
če hočeš uspeti na globalni ravni, moraš biti samozavesten, ni tam, ker mi to znamo narediti. Ne. En tak pokazatelj so, bom rekel, vsi ti ljudje, ki zdaj delajo v vrhunskih ekipah, ne, kot najboljši maseri, najboljši mehaniki, najboljši športni direktorji, jaz kot menedžer ekipe, ne, to se pravi, nič nismo slabši kot nekdo drug, samo moraš dobiti priložnost in jaz vedno vem, da ko Slovenci dobi priložnost, jo tudi spelje do konca. Ne. In mi zelo malokrat fejlamo, tako kot je Martin rekel, je pa tudi dejstvo to, ne, da smo bili svetovni prvaki v improvizaciji. Ne. Tudi, ko fejlamo, naredimo tako, da ne vidi. Joc, ti si bil v Ameriki in pokazal tudi, kako prodreti v igralniško industrijo. Praktično edini državljan, ki ni iz Amerike, ki mu je to uspelo. Kaj danes Američani na to pravijo? Kakšen je to v resnici tudi dokaz, da Slovenci ne fejlamo in da zmoremo? Ja, mislim, to, da te ne jemljajo resno kot konkurenco, je včasih lahko tudi dobra prednost, ker imaš svoj čas, da se pripraviš. In pri meni se je točno to zgodilo. Ne. Mi smo prišli iz države, ki je 95% Američanov, dokler ni bila Melanie Trump, oziroma njen mož je bil izvoljen, ona je zraven, sploh ni poznalo. In v bistvu pa na koncu vidiš, ko se enostavno vržeš in spopadaš s to konkurenco, da v bistvu je to ena velika priložnost. Pa bom samo eno kratko anekdoto povedal. Jaz sem bil, mislim, da 2015 takdaj izbran za 25 people to watch, to je kao podjetnik leta, tam nisem bil en prvi tujc, ki je dobil to naziv. In potem sem imel za CNN intervju in me je ta ženska, ki je intervjuvala, vprašala: poslušajte, pa kako vi, ki iz take majhne države pridete, kako se vi delate s temi vsemi korporativnimi predsedniki, direktorji in s temi korporacijami, kot so vi, MGM, Venetian. Se rekel, jaz se super delam, jaz se počutim kot miška pa pitbull, ne. Pa prav, ja, pa vas je ful strah, se rekel, ne, jaz sem pitbull, ne. In ona pravi, čak, kako to mislite? Se rekel, veste, to tako enostavno zgleda. Tale fant, ki je CEO ali pa predsednik MGM-a, je Harvard naredil, imel je sugar daddy-ja in je bil že vnaprej določen, kje bo ended up in kje bo imel svojo službo. Jaz pa, da danes sedim z vami, sem pa take štale, če je zdal, da jih on tudi sanjati ne znam. In tako smo, Slovenci smo nadpovprečno sposobni, to vam jaz garantiram, zato smo tudi tako preživeli in ta potencial je treba usmerjati v pozitivne, hrabre projekte in ne se bati. Tisti, ki dela, tudi greši in napake so zato, da jih popravljamo. In osnovna služba menedžerja je, da odpravlja napake. Evo, še eno. Martin je bil tudi gost v mojem SBC podcastu, če še niste poslušali, so sami izjemni gosti tam in tam je Martin ravno razlagal, kako je, ko je družina Jezeršek prodrla v Avstrijo. Spomnim se, da si govoril o težavah, pa da morda je bilo težko dobiti zaposlene. Zadnjič je prišla pa na SBC gospa iz Avstrije, no, in je rekla, veste, zdaj se pa tam kar borijo, da bi delali pri Jezerških, da to je pa zdaj v enem letu totalen preobrat. Kako je, na primer, iti sam malo čez mejo in tudi Avstrijcem, ki veljajo za nekoliko bolj drugačnega poslovnega partnerja, v bistvu pokazati, da smo se v teh 30 letih ne samo naučili ujeti, ampak tudi prehiteli. Super mi je všeč, ko se razvija tale pogovor, tako smo samozavestni, da je dobro. Ne, super, ja, zanimivo, zelo zanimivo. Mislim, se tukaj je veliko ljudi, ki je šlo v tujino na tuje trge in tako naprej. Tudi mi smo se, to se že dolgo časa ljudevamo, ampak to reči na nek tak način, kjer imaš reči, si vsak dan prisoten. In je zanimivo, ker v Sloveniji smo si v vseh teh letih ustvarili nek brand, tako pri kupcih, kot tudi pri zaposlenih na koncev. In v bistvu smo šele tam zares videli, koliko je ta brand vreden, ker ko priješ na nov trg,
kjer ta brand še ni prepoznan, je vse težje. Ne? Ja, je bila zanimiva, ker naporna izkušnja, ampak na koncu je glavna samo kvaliteta. V našem poslu je treba biti najboljši, je treba vsakega gosta znova prepričati in pač to je neka verižna reakcija priporočil in tako naprej. In v bistvu na začetku, ja, to je zanimiva zgodba, dejansko s kadrom seveda smo imeli veliko težav in ko smo te razpise objavljali, so se nam javljali predvsem Slovenci, ki že desetletja in več živijo v Avstriji in so rekli, ja, jaz vas poznam še iz Slovenije, vem, da ste dobri, vem, da to spoštujem in smo v bistvu, takrat smo prevzeli ekipo, so bili to Madžari, Romuni, po enem mesecu je večina teh ljudi šla ali po svoji želji ali po naši želji in je bilo treba stvari na novo postaviti in v 2 mesecih smo bili tam večinoma Slovenci, ki smo te stvari delali, pač iz teh razlogov, ki sem jih prej omenil. Zdaj po enem letu pa zaposlujemo tudi že kar nekaj Avstrijcev, ki so prepoznali, bom rekel, predvsem to kvaliteto pri mizi, posledično tudi na strani gosta in tako se mi zdi, to je taka lepa zgodba in smo kar ponosni na to. Miran, koliko Slovencev te pokliče na teden, če jim lahko kaj pomagaš? Ali pa vsaj kakšno karto za današnji Giro zrihtaš? Ja, to je bilo res noro. Mislim, da smo dali šanter spravili 25-30 ljudi več, kot smo imeli dovoljene za to. Še ne 100 jih je ostalo od zunaj. Ampak jaz vedno pravim, recimo tudi, ko hočem biti sam na kakšnem košarku ali pa to, jaz nikoga nikoli ne kličem. Če jaz kupim karto, sem nekomu pomagal in se mi zdi to neka pravilna stvar, da vsi mi, ki hočemo ali pa ki zmoremo, da gremo na športne prireditve, pač to povrnemo nazaj tem kolektivom, tem ljudem, ki to ustvarjajo. Jaz, če se le da, pomagam tudi na Bližnjem vzhodu z mojimi poznanstvi, ampak se resno ne vtikam v druge dile, ker imam že sam s sabo, bom rekel, dovolj dela in odprem vrata in povem na prvem sestanku, leto, tukaj naprej ste sami, Joc je od ljudi, ki je prišel, ko sem ga pripeljal tam naprej, je urejal sam, mislim, da dela vrhunsko, zdaj že pripeljal kar nekaj podjetij v Bahrein, da bodo začeli tam delati, oni najdejo business opportunity tam dol tudi. Tako da se mi zdi to, da si pomagamo vrhunsko, ampak vse do neke mere. Ljudje morajo potem sami naprej delati in briniti stvari naprej. Hvala lepa, da si mi pomagal narediti ta uvod. Res je, SBC je prepoznal današnjo priložnost tudi v tem, ker je Bahrein ena izmed prvih držav, oziroma prva država, kjer je Klub slovenskih podjetnikov odprl svojo pisarno prav s tvojo pomočjo. Zvonko Mastnak je že človek, ki je odprl tam podjetje, mi je ravno 2 dni nazaj povedal, da ga čaka posel, za katerega sicer konkurira, vrednost 25 milijonov evrov v Združenih arabskih emiratih. Tako da, Joc, ta pomoč in to povezovanje, morda še v tem, kakšno rečemo, Klub slovenskih podjetnikov je na primer namenjen temu, ampak nasploh si Slovenci, ko gre za pomoči ne odrečemo. No? Ja, to je res, mislim, Milan, jaz sem Milanu neskončno hvaležen za vse vrata, ki mi jih je tam odprl in to do najvišjih vrat, ki so sploh možna. In ta njegova v bistvu nesebičnost in ljubezen do vseh, ki hočemo tja priti, je neskončna, bom rekel, vendar na mene v bistvu predstavlja eno veliko mero odgovornosti, ker moram jaz in naše podjetje, ki ta grejo, ta njegov ime čuvati, ker če bomo mi zdaj z nekim netipičnim, neprofesionalnim vprašanjem zapacali vse, kar nam on omogoča, bo prišlo do tega, da bo tudi lahko diskreditiramo njega. Tako da zaenkrat gremo zelo izbrano tja, ljudi, ki so, bom rekel, normalni, ker vemo, kaj hoče narediti, potem bomo pa probali malo distancirati to od njega, da tudi če kakšen kaj v serije, da ne bo Milan zaradi tega svojo kredibilnost. Je pa nam dejansko vse in meni na ta prv, ker jaz sem bil tisti poskusni zajček,
in vsem ostalim nam je vse tudi svoje ljudi dal, tako da en aplavz za kralja. Ja, zato, da ne bomo vsem preveč govorili, bi tebe zdaj prosil vse za zaključno besedo in sicer, kaj vse bomo še dobili danes tukaj na mizi, ne? Da se potem lahko posvetimo nazaj dirki, vidim, da zunaj se tudi že dogaja, tako da izvoli, Martin. Preden to povem, bi sam se še malo nazaj navezal na Milana, ki je dal to izhodišče za to slovensko slabo kulturo zastonkarstva na vid prireditvah. To se mi zdi problematično, ne samo zato, ker je vedno težko temu ljudem reči ne, ali pa kakorkoli. Predvsem je to škoda za slovenske športne klube, športne zveze in tako naprej. Jaz vam primer, zdaj se pogovarjamo z nogometnim klubom v Celovcu za sodelovanje, ki je trenutno zadnji na avstrijski lestvici, se borijo za obstanek. Verjetno obstajajo možnosti, so že izpadale. Izpadali bojo v drugo ligo, ampak ko smo se pogovarjali z njimi za sodelovanje, so rekli, ne, se to ni problem. Mi imamo med 150 pa 300 prodanih kart za vid, ne glede na to, v kateri ligi smo. Pa morate vedeti, to je Celovec. To je, tako kot bi v Sloveniji rekel, Metlika ali pa Kranj je blizu prestolnice, je močno mesto, to je nekje daleč stran na jugu, stran od Dunaja in ima to. Tako da dajmo podpirati športnike preko tega, da ne kličemo, ali lahko izrihtaš, ampak da rečeš, kje lahko kupam. Tako da, zdaj pa še zaključek. Skratka, veliko se bo dobrega pojedal, popil. Mislim, da bo Luka tudi imel tam, zato da popestrimo ta čas, ali ga je že vleče, zrihtam. Zato, da popestrimo ta čas do zaključka dirke, bomo imeli eno tako mini kuharsko delavnico, pridružil se mu bo tudi, kako bo že ime, nutricionist vaš. Nikola se mu bo pridružil, bo malo povedal tudi o športni prehrani. Tako da mislim, da bo zanimivo, da bo zanimivo za vse, ki ste danes tukaj, tako da uživajte. Hvala lepa vsem trem, gospod Eržen, gospod Pečetelj, gospod Veselšek. In jaz bi res samo še dodal to, kar je že Martin dejal, s tem, ko pridete, podprete ne samo ta dogodek, ampak v resnici športnike, ki so krivi, da se takšni dogodki potem sploh lahko izvedejo. Tako da hvala lepa, dober tek, uživajte in pa naj vam dobro minete, še 2 urci dobri, potem pa verjamem, da bomo prve kolesarje že videli, kdo ve, mogoče danes Slovenci spet pokažemo, da smo nadvladali tudi posebne Italijane. Hvala lepa. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.